Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, v novem letu 2025 vam najprej želim vse dobro. In ker to je na nek način tudi verska oddaja, obilo Božjega blagoslova. In upajmo, da bomo s to oddajo Duh veje, kjer hoče, uspešno nadaljevali, jadrali tudi skozi naslednje mesece. Tokratno leto se začenja zelo obetavno, zelo dobro. Saj bomo gostili nikogar drugega kot živ čudež. Živ čudež pričevanja, da Bog je, da Duh veje, kjer hoče. Kako, zakaj, nam bo pa o tem sama povedala gospa Kristina Čurič, teologinja. Gospa Čurič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, lep pozdrav vsem gledalcem in hvala za povabilo. Vsekakor, torej ste diplomirana teologinja, kot so se prej pogovarjala, ste že na drugi stopnji, ne? Torej, tako je. Če Bog da, kot pravimo, kmalu magistra teologije? Tako? Vi ste magistra religiologije in etike na drugi stopnji. Naziv programa je religiologija in etika. Krasno, to je mi dva malo zopet neko novo stično točko, ker mene tudi predvsem zanima etika, ki sem se tudi nekaj več posvečal kot v povprečju, mogoče kdo drug. Bova pa tudi rekla, zakaj imamo danes malce drugače okrašeno mizo, ne? Ker do Marije, ne, in njenega pomena, njene vloge v vašem življenju, torej tega ne moreva zaobiti. Bi pa vas najprej vprašal, imate kaj treme? Mogoče malo, ne preveč. Ne pa preveč. Da bi vas prostil, pa ker je začetek novega leta, lahko povem en vic, verski vic. Lahko. Za sprostitev. Pa me zanima, kako ga boste tudi mogoče komentirali, ampak ker poznate religije, vam bo mogoče še toliko bolj jasen. Torej, imamo majhno ameriško mestece. In v tem ameriškem mestecu imamo tako kalvinsko, kot metodistično, kot katoliško cerkev. In neko leto so se silno namnožile veverice in so preplavile celotno mesto. In seveda so preplavile tudi vse tri cerkve. In zdaj kaj bojo naredili? Kalvinski cerkvi so rekli, predestinacija, naprej, to je Božja volja, Bog pomagaj, tako je Bog hotel, nič ne moremo narediti in so pustili veverice lepo, da so, ne vem, bile v tisti cerkvi. Potem metodisti, ne, v skladu z svojim verskim izročilom, so vse lepo zbrali na prijazen način, nobena ni bila poškodovana, so jih odnesli ven z cerkve v bližnji park, za 2 dni so prišle vse nazaj, tako da se jih tudi na ta način niso mogli rešiti. V katoliški cerkvi pa so dolgo tuhtali, kaj bi naredili, in so se nazadnje spomnili, glejte, mi opažamo nekaj, ne, in bomo tudi to preverili na teh vevericah. In so zbrali vse veverice, jih krstili in birmali, in po tistem so jih videli samo še za Veliko noč pa Božič. In nikoli več v cerkev te veverice niso vstopile. Je nekaj resnice na tem. Vi ste ostali tudi po prejemu birme zvesti, ne, ste hodili še naprej v cerkev. Ampak ali ste to opažali tudi pri svojih vrstnikih? Ja, to res opažam tudi pri vrstnikih. Se mi pa zdi, da imajo veliko, bom tako rekla, krivdo tudi starši za to, ker že starši imajo tak prijem do tega, glej, to je treba narediti, to je dolžnost, potem pa, če hočeš, lahko dalje, če ne. Se to je to, ne, osnova etike, ko ste rekli, da že študirate etiko, da ta delitev med pravicami in dolžnostmi. Ne. Mi bi radi imeli vsi neke pravice, pri dolžnostih se pa zatika. In tisto prostovoljno prevzemanje nase dolžnosti, mislim, da se lahko strinjam z vami, prihaja najprej iz družine, ne, iz družinskega zgleda. Če si ti videl pri očetu in materi, da sta prevzemala nase dolžnosti, sta potem tudi veliko lažje, ne vem, prenesla to na svoje otroke. Ne. Ste vi bili deležni, recimo, lahko govoriva o družini, ki je na vas prenesla tudi sposobnost prevzemanja dolžnosti? Sem bila deležna. No, ker zakaj, ne? Vi ste, bova rekla, malo manjši čudež, sva že v uvodu omenila, ker ste bili nedonošenček, ne? Kako je bilo s tem? Kdaj ste se rodili, koliko ste tehtali, kako je ključno verjetnost preživetja sploh bila, da ste danes tukaj? No? Rojena sem bila v 6. mesecu, 12. oktobra 1998, ampak s to razliko, da sem bila rojena mrtva
Oj. In se je potem našel nek gospod, nek zdravnik, ki je povedal, da bi mogoče poskusili z oživljanjem. Mami so takoj povedali, ja, gospa, to je žal splav, ampak je potem tisti zdravnik rekel, ne, mogoče pa še lahko kaj poskusimo. In zaradi njega sem potem jaz tudi tukaj, ker me je oživljal. Tehtala sem 640 gramov, zelo majhna. Dobre pol kile. Ja. Potem so me takoj dali v inkubator in domov sem iz porodnišnice sem odšla takrat, ko bi se morala roditi, torej januarja. Sem pa bila deležna velikih milosti, že ko se tega še nisem zavedala, tudi iz vidika molivcev, saj še danes pevci v cerkvenem zboru pravijo, ja, mi smo tvojega očeta in tvojo krstno botrico poznali, oba sta hodila prepevat in smo tudi zaradi tega zate zelo molili. So bile v cerkvi razne molitve, tudi zame, za moje preživetje. In starejši pevci, ko so bili že od vsega začetka v zboru, se še danes spomnijo tega. Prav tako je bila tista povezava, da so mi tudi oni zapeli pri krstu. To je prav, neverjetno se skoraj sliši, ampak vas verjetno potem ni treba prepričevati, da je, ne vem, da je splav lahko zlo, ne? Po drugi strani pa vas ni treba prepričevati o moči molitve. Se pravi tudi o tem, da lahko daruješ svojo molitev za dobro nekoga drugega. Ne? Saj ste to vi na svoji koži doživeli. In mislim, ta zavest, ne, občestva, ker za vas je občestvo, ne, no, zbor pa verjetno še več ljudi, za katera mogoče niti ne veste, ne, molili, ne, da ste danes živi. Ampak vendarle, ne, kot je bil na nek način čudež, mrtvo rojeni, to mimogrede niste imeli kakega tega že v času klinične smrti, včasih kdo doživlja kakšne prehode duše že na ono stran, nimate kakega obsmrtnega videnja tunela ali pa, ne. To sem se tudi že pogovarjal z nekaterimi, ampak mislim, da ste bili takrat, če je tako mlada duša, da mogoče tudi zaradi tega, je pa vendarle prišlo, ne, pri razvoju telesa se telo ni moglo popolnoma razviti, ne. Tako, je slabovidnost edina taka? Ja, slepota je edina taka posledica. Namreč sem vodena kot slepa oseba, ker na eno oko vidim 2%, drugo oko pa je povsem mrtvo, na tisto oko ne ločim niti svetlobe. In če ti vidiš, če imaš ostanek vida samo 2% oziroma pod 5%, vse skupaj tretira, obravnava kot slepota. Ampak ta 2% se mi zdi, da vi kar maksimalno izkoriščate. Mislim, to sem že opazil do zdaj v komunikaciji. Ne? Prepoznali ste, ko sem vam dal roko, zelo hitro odgovarjate na SMS-e, tudi na e-maile. Kako vam uspe, ne, kljub tem 2%, 2%, tako dobro izkoriščati ta preostanek vida? Zdaj, glede SMS-ov in mailov, imam programe s povečavo, tako na telefonu kot na računalniku. Sem pa zelo hvaležna tudi Zavodu za slepo in slabovidno mladino, saj sem se prva 3 leta v Mariboru učila slepega tipkanja in poleg tega sem se tudi učila vseh pomembnih veščin. Tudi hoje z belo palico. In ja, sem zelo hvaležna tudi njim, tudi branja. Spomnim se, da so včasih rekli, saj Kristina, ne vem, kako bo brala, pa mi bi raje to, da bi ona uporabljala Brajevo pisavo. Ja. Ampak se spomnim, da so potem mami rekli ne. Mama je delala v tovarni, v usnjarski tovarni in mi je potem domov nosila kartončke, na katerem je napisala zloge in sem se tako učila brati. Glej ti to, malo trme tudi, oziroma vztrajnosti staršev. Ni bilo predaje takoj, tudi tisto bi bilo življenje, mislim, kot ga pač polno lahko s tistimi danostmi živiš, ampak vi ste vseeno potem iz tega iztisnili maksimalno. Imam prav podatek, da ste celo dobili, da ste zlata bralka bili v osnovni šoli. Ja. Kako to lahko, koliko knjig ste primerjavi s
100% videčimi sošolci lahko prebrali. Ne, Točnega podatka ne vem povedati, vem pa, da sem vsa leta končala bralno značko, pri kateri smo morali sodelovati vsi, cel razred, to je bilo na začetku leta takoj povedano, cel razred sodelovati, ampak jih veliko ni končalo. Ker pri vas je branje vendarle kaj, počasneje potekalo in vi ste bili pač dlje pri knjigi, ali kako ste uspeli toliko knjig, ker to je ali je napor bil, ali ste vseeno z veseljem to delali, ali ste se, ne vem, s česa, strme, ali vam je enostavno tisti svet, ker knjig tudi lahko na nek način vizualiziraš, ne? Če je dobra knjiga, se ti ustvarijo slike. Kaj je bilo od tega? Ja, zdaj meni branje ni nikoli predstavljalo nekega hudega napora, da bi zdaj jaz rekla, joj, pa že spet, pa bralna značka, pa že spet brati knjige, pa ne. In ja, sem pa imela določeno pomoč, naprimer, ko sem brala knjige s prostim očesom, sem si morala knjigo dati točno na oko, točno pred se. Poleg tega pa sem si pomagala še z namizno lučko, da so bile črke še bolj izbočene. Zanimivo. Ja, ko sem pa brala na računalniku, pa sem tako imela povečavo. Je pa lažje, tam mogoče, viš, to je zopet ena pridobitev te tehnologije, ne, gotovo, ampak v osnovni šoli ste že uporabljali računalnik na ta način pri branju? Ne? V osnovni šoli sem ga začela uporabljati na predmetni stopnji v 6. razredu, ko sem se tudi naučila slepega tipkanja, učila sem se 3 leta, ampak bolj za delanje zapiskov. Ne toliko za branje, ne? Ker to se je pa vseeno vam zelo dobro obrestovalo, ker še en podatek, pa zopet verjamem, da je pravi, ne, da ste zlata diplomantka, oziroma zlata maturiteto ste nakončali, ne? Zlata maturantka, tako je. Je to res, mislim, to je po svoje zopet fascinantno, ker to pa ne pomeni, da ste se že prebili skozi pač nekaj knjig, ampak tudi vse tiste predmete, ki so pa drugače zahtevni, ne vem, kaj ste imeli za predmetom? No, to je bila poklicna matura, ne, ampak katere predmete ste zlato opravili? Ja, imela sem poklicno maturo, slovenščina, zelo mi je pomagala, da smo imeli na izbiro angleščina ali matematika. Ena od posledic mojega prezgodnjega rojstva je tudi to, da mi je logični del možganov malo zamrl. Imam velike težave z matematiko in mi je res bilo v veliko pomoč, da sem lahko pri maturi si izbrala angleščino. Slovenščina, angleščina, gospodarstvo, en strokoven predmet je bil. Bilo mi je všeč, da ni bil pretežak, šlo je bolj za teorijo. Zgodovina, 5. predmet, ko sem ga opravljala, ker sem 4 leta srednje šole želela študirati zgodovino, ampak sem se kasneje odločila za teologijo. No, do tega bo še prišla, ker to je tudi svojstvena ta pot, pravimo, verjetno ima Bog neke namene z vami, če vas ni dovolil, da bi umrli, ne, pri porodu že. Torej, ker možgani so iz 2 polovic, leva je bolj prizadeta kot desna ali obratno. Ker na nek način vseeno dokazujete, da ste sposobni pomnjenja. Ne? Ja. Vseeno zgodovina, ne? Pa potem teologija, pa zdaj pa religiologija, pa se pravi, vendarle vam tudi možgani, se mi zdi, kompenzirajo, nadomeščajo, po moje, seveda niso razviti kot če bi bili popolnoma donošeni 9 mesecev, ampak se mi zdi, da tudi tu tisto, kar je na voljo, uporabljate 100%. Ne? Ja. Ja, zdaj recimo spomin imam zelo razvit. Nekateri res pravijo, moja mama pravi včasih, Kristina, kdaj je bilo to? Jaz se ne spomnim. In je jaz takoj, ne, še datumsko, še letnico, vse ji povem. Ja, ker to je posledica po moje tega intenzivnega dela, ki so ga tudi starši pa drugi delali z vami v zgodnjih časov, ker takrat so možgani še plastični in so sposobni spostaviti še neke nove povezave. Mislim, sam to bolj premišljujem, bolj mi je to res ta vaša zgodba, ne? Biti mrtvo rojen je potem pa imeti tak spomin. Mislim, to je res neverjetno. Ampak sreča na sreči, dobra novica, vid se ne more poslabšati, ne? Ne, gre za dokončno diagnozo.
Gre za tako, ja, ker na nek način jaz tudi sem zelo slaboviden, ne, mislim, -6 sem prestal, ampak vem, ko sem imel -3, sem si rekel, da ne bi šlo dalje. Ko je bilo -5, sem rekel, samo naj bo -5, da ne gre dalje. No, ustavilo se je pri -6 in včasih tudi težko nekomu dopovedati, ne, so še hujši primeri, nisem najslabši, ne, imamo sorodnico, ki je -10 ali -11 imela, ampak ne, vseeno se poskušaš iz tega, kar ti je dano, dobiti največ. Vendar, vseeno ste pa v primerjavi z drugimi imeli slabšo štartno osnovo. Ste se kdaj spraševali tisto, zakaj se to meni zgodilo? Ste bili kdaj jezni na Boga? Ne bi rekla. Vedno sem bila nekako tega navajena, da to je moja realnost. Ne bi rekla, da sem razmišljala o tem, zakaj prav jaz. Pa sem imela kakšne neprijetne izkušnje, bolj v smislu zbadanja v osnovni šoli, naprimer, ko res smo še vsi moji vrstniki in jaz smo še vsi v razvoju, se še iščemo in so bili kakšni komentarji, kako si počasna. Potem 9. razred naprej, srednja šola, pa potem ne več. So bili bolj razumevajoči vsi skupaj. No, ker zdaj, ko sem delal nekaj na Facebooku in koliko je pač o vas dostopnega na internetu, imate neko dobro druščino, nek socialni krog, neko okolje. Vidim, da ste sproščeni, spontani na teh fotografijah. Tako da zdaj neka prijatelji, to je zdaj drug socialni krog, kot pa seveda tisti v osnovni šoli. Vem, da tako kot ste rekli, otroci smo znali biti zelo kruti včasih. Tega zdaj ne doživljate več. Ali se še pojavlja? Ne. Tudi ne na zadnje na teologiji. Bi naj bili na koncu koncev tudi kolegi tiste sorte, ki verjamejo, da je vsak človek upodobljen po Božji podobi, ne glede na to, koliko procentov vida ima. Vi ste potem že šli skozi to fazo hitrega zorenja. Imate občutek, da ste hitreje dozoreli zaradi tega, ker ste šli skozi to preizkušnjo, ker ste morali sebe hitro prepoznati kot drugačno, hitreje tudi sprejeti kot drugačno in tu najti mesto v primerjavi z ostalimi, recimo temu v narekovaju normalnimi. Ste hitreje zoreli tudi čustveno? Mogoče. Lahko bi rekla, da ja, ker to opažam predvsem pri kakšnih pogovorih, ko mene ne zanimajo več najstniški pogovori o fantih in o drugih takih stvarih. Jaz bi bolj se pogovarjala o kakšni poglobljeni stvari, kar pa je za mladino, predvsem za najstnike, pa tudi za marsikaterega mojega vrstnika, še vedno malo preveč. To rade volje verjamem, mislim, težke teme niso za vsakogar, že po naravi. Zdaj pa, če si še vrstnik, na nek način kažeš, da spet odstopaš od njih, vendar v tem zorenju vašem se je na podlagi ravno tega, da ste si sebe priznali takšno, kot ste, da ste se tudi, zavedali svojih potencialov, verjetno pa tudi na podlagi takih dokazov, zlata bralna značka, torej maturantka, upali tudi v študij. Zdaj, a je bilo na tehnici kaj več kot samo teologija? Zakaj teologija? Torej, midva so rekla, da se vaša vera ni zamajala niti enkrat, niti v srednji šoli. Niste imeli občutka, da... Ne? Dobri ste. V srednji šoli so že bili malo mogoče bolj razumevajoči, tudi glede vere. Ni bilo nekako več tega, da bi bila vera kakršnakoli dolžnost. Naprimer, v osnovni šoli sem res imela kakšne takšne komentarje, spet verok, pa spet to, pa zakaj. Ampak z leti sem ugotovila, da je to bilo zato, ker sem si želela prijateljev, ker sem želela, da bi vrstnikom ugajala in da to niso bili moji komentarji, da je iz mene nekako govorila ta želja. Ker jaz sem pri sebi opazil, dosti pozneje, ta prehod iz tiste podedovane vere iz družine, iz tradicije, v osebno, kot jo pa potem nihče več ne more vzeti. Recimo mislim, da sem si pri 21 dal prebost ta ušesni mešiček,
oziroma to za uhan, da sem imel, da potem, ne vem, kvečemo nekajkrat nisem šel k maši v nedeljo, ker sem dejansko šel iz tega prehoda iz tradicionalne, ne, družinske vere v osebno. Pri vas se pa to, pravite, zgodilo že kar nekaj prej, ne? In na prehodu tam iz osnovne v srednjo, torej v srednji ste se že odločili za teologijo, ali ste že kdaj v osnovni posumili, da bi se radi, ne vem, ukvarjali z vprašanjem bogoslov, teorije o Bogu, kaj je, ali ni? V osnovni šoli moram priznati, da ko sem slišala besedo teologija, sem pomislila, da ženska po koncu študija tam postane redovnica, moški pa postane župnik. Tako da tega nisem še tako dobro razumela. Zgodba o samem iskanju teologije je zelo zanimiva. Do mojega 4. letnika sem jaz vztrajala, da bom šla študirati zgodovino. Aha. Potem pa sem pri pripravah na maturo nekako ugotovila, da zgodovina vendarle ni zame, ker ne morem razmišljati, ne morem si ustvarjati svojega mnenja. Tam, ko pišeš pri zgodovini seminarsko nalogo, tam so sama dejstva. Nimaš lastnega mnenja. Ne povedo ti, profesor ti ne pove, ja, potem pa na koncu še prosim svoje mnenje napišite, da bom malo videl, kako razmišljate. Ne, tam tega ni. In sem se oglasila pri svetovalni delavki, kaj naj naredim. Zgodovina, imam jo rada, ampak sem ugotovila samo določena obdobja. In zgodovino bi jaz poslušala samo določena obdobja. Katera, no? Rimski čas ali pa ne, srednji vek? Srednji vek, stari Grki, srednji vek, druga svetovna vojna, pa tudi ne vse, bolj partizansko gibanje. Renesansa, ravno zdaj sem na fakulteti na drugi stopnji pri predmetu literatura in etika delala seminarsko o Romeju in Juliji. Seveda. Ampak na nek način vam je vseeno uspelo zgodovino združiti potem tudi pri teologiji, ker ste diplomirali pa na temi, ki je zgodovinska, ne? Ki je zgodovinska in hkrati teološka. Tako da sem imela v komisiji in svojega mentorja, profesorja, ki me je učil izbirni predmet in je potem mi takoj ponudil mentorstvo, ker je videl, da me stvar zanima. Jaz sem ga dejansko pri najinih prvih konzultacijah, to so bile tudi zadnje konzultacije v živo, kasneje je vse skupaj potekalo preko telefona, jaz sem ga tam res bombardirala z vprašanji. Niste mogli skriti, da vam vseeno nekaj srčka, tudi srca, ne, za zgodovino bije. Sem to, kdaj pa potem dozorel, vi ste šli tu svetovalki, ne, in vam je ona svetovala v tem primeru ne iti v zgodovino, ampak je ona predlagala teologijo, ali? Iskali sva obe, najprej je bila na mizi tudi sociologija. To bilo tako. Ampak nekako družbeni problemi vseeno raje izhajam iz sebe in tam so tudi, spomnim se, da je en del sociologije tudi politologija oziroma politične ureditve in sem rekla, vse drugo bi še šlo, politične ureditve pa prosim ne, glavno je, da jaz poznam glavne razlike, pa je to. In potem sva pa tudi prišli do teologije in sva malo pregledali predmetnik. Sem jaz takrat spoznala, da teologija ni samo za bodoče redovnice in za bodoče župnike. In se je potem tako izoblikovala želja po teologiji, potem smo tudi šli na informativne dneve, na obe fakulteti, na teološko fakulteto oziroma enoto teološke fakultete v Mariboru in pa na filozofsko fakulteto, kjer sem poslušala predstavitev programa za zgodovino. Jaz predvidevam, da vam izbira, da niste obžalovali, da vam je ni žal, ker greste že do magisterija, mogoče kaj še dlje, potem bomo videli, pustimo, mogoče vas bomo kdaj še gostili v tej vdaji, ne samo kot magistro ali kaj drugega, ker ne nazadnje pri teologiji je pa dost ozek nabor možne službe, ne? Kje se vidite? Predavateljstvo, pisanje knjig, strokovnih razprav, verouk, kaj bi bilo? Po vašem srcu, zdaj, če se bo zgodilo, pustva še za prihodnost, ampak se vidite, kje čez, recimo, po magisteriju? Zagotovo imam velik besedni zaklad. Vsi mi pravijo, da sem zelo dober govornik in se tudi vidim v vlogi predavateljice. Slišala sem že, da si profesorji včasih izberejo kakšnega asistenta izmed študentov.
Me pa tudi zelo vleče k liturgiji, k pastoralnemu delu. Odlično. Za veruk nisem čisto prepričana, nimam nekako veliko izkušenj z otroki oziroma nisem preveč tip za njih. Znači, to je, kot pravimo, odprto polje, ki bo tudi, bom rekel, se pokazalo, kaj je realnost ta, ki se vam nudi. Verjamem nekaj, ne, da dar govora, dar pomnjenja, dar komunikacije z mentorji, profesori, ki ga imate, ne, ta samozavest neka, da to pa je neka dobra podlaga, verjetno tudi za to ambicijo, da bi bili asistentka ali pa kdaj sama predavateljica. Se pravi, če bi vprašal, že zdaj vam je študij nekaj dal, to gotovo, bi omenila pa to diplomo vašo. Kratko za naslov, pa kaj ste skozi to temo dognali? Diplomirala sem z naslovom Ruska pravoslavna cerkev v Sovjetski zvezi, Stalinovo obdobje. Bilo mi je zanimivo, ker spet je za tem ena zanimiva zgodba. Saj sem ruščino prvič slišala v muzikalu Romeo in Julija, original je francoski. Jaz sem pa potem v 3. letniku srednje šole oziroma v počitnicah pred 4. letnikom čisto po naključju našla francoski original in kasnejšo rusko verzijo. Pa sem rekla, dobro, pa bom poslušala, mogoče mi bo všeč, ker sem slišala komentarje, ruščina, težek jezik, trd jezik za izgovorjavo, pa še cirilica, ne. In sem potem nekako tako prišla tudi do Ruske pravoslavne cerkve. Stalina pa sem poznala kot velikega diktatorja in me je najbolj presenetilo, ko sem med pisanjem diplomske naloge ugotovila, da je Stalin v drugi svetovni vojni dovolil delovanje Ruske pravoslavne cerkve, ker jo je seveda potreboval kot za obrambo domovine, da so bili ljudje tudi bolj zagreti za obrambo domovine, ker vemo, da je Ruska pravoslavna cerkev izrazito narodna. Točno, tam ta zavest, narod, vera, ne, patriarhi, to je še ozko, ne, bolj kot pri nas katoličanih. Se pravi, imate afiniteto tudi do jezikov, vam jeziki ležijo, govorite? Vsi pravijo, da mi zelo ležijo, da se zelo hitro naučim kakšnega novega jezika. Govorim, v osnovni šoli sem si za prvi jezik, ki je tudi ostal prvi jezik v srednji šoli, izbrala angleščino. Že zaradi filmov in že zaradi tega, ker se mi je zdela nekako lažja kot nemščina. Danes ugotavljam, da verjetno zato, ker sem že v otroštvu pogledala veliko angleških filmov in da sem zato si izbrala angleščino. Pa zdaj izdamo še eno malo mislim, to boste rekli, ne, ni skrivnost, ker ste objavili na Facebooku, ne, ampak preko angleščine verjetno tudi glasba, no, ker je bistveno več v angleščini kot v nemščini. In sem malo pogledal na vašo Facebook stran, imate zanimiv okus za glasbo. Tudi malo roka, ne, tršega. Kako to? Najprej sta me navdušila bratranca, ki sta hodila na takšne koncerte, naprimer skupina Nightwish, so nekako pionirji v trdi rock oziroma metal, to imenujemo, in z žensko pevko. Oni so res, najprej mi je bilo najbolj všeč, da so imele te pevke res zelo visoke glasove, skoraj že mejijo na operno petje. To je Tarja, Finka. Tarja. Ja, seveda. Tarja. In kasneje pa me je za vse skupaj še bolj navdušila nova sošolka, ki je prišla v 5. razredu k nam, v naš razred, ker se je preselila od matere, ker se je preselila iz Jesenic k očetu v Čerenšovce. In je ona tudi pač tako glasbo poslušala in me tudi ona potem navdušila. Evanescence, verjetno tudi. Ne, absolutno. Ne. Potem boste vi verjeli meni, če vam povem, da, mislim, domnevam, da se vam ne bo zdelo čudno, ne, če si zvečer ali pa ko kaj delam,
preko računalnika, ko si skladam skladbe, ki se mi bodo odvrtele preko računalnika, neko preko interneta, si sledijo gregorijanski koral, potem kakšna ruska pravoslavna, zatem pa metal ali pa hard rock. Ne. Jaz sem rad poslušal tudi ta stari rock oziroma hard rock ali pa tudi metal. Vse, ko sem rekel, da sem imel še preluknjeno uho, smo hodili po teh koncertih. Mislim, da sem zasledil tudi Sepulturo pri vas, mislim, tisto je pa res. No, v glavnem, zanimivo je to, ne, da se odpirate ta prostor za to, kar vas osrečuje, napolnjuje, ne, da niste rekli, zdaj bom pa naj mi odpusti nebo ali pa kdo naj posluša, da bi morali samo nabožne cerkvene ali pa marijine ali pa ne vem kakšne pesmi ne poslušati. Vi ste šli v širino, vendarle, ne? To je res, je pa res tudi, da ta metal, ki ga jaz poslušam, recimo Sepultura je bilo eno obdobje, ampak to je obdobje, faza. To je faza, tega več ni, ker me zelo me moti tisto dretje, growl, temu pravijo. Ja, ne, to mora biti faza, saj tudi pri meni je bilo pol leta, leto, dve, mogoče največ. In opažam, da vse te metal grupe, ki jih jaz poslušam, to spravimo gothic metal ali pa simfonični metal, ko so prečudovite kombinacije orkestra z električnimi kitarami. Nikoli ni, da bi preveč omenjali Satana. Če se recimo pesmi omeni Satan, potem vem, da pesmi ne bom več poslušala. Ampak to je kvečjemu na skupino 1-2 pesmi. Ker to tudi je, ne? Jaz tudi se javno o tem pogovarjam pa v privat krogu, ampak nekaj je, ne? Moraš znati sejati. Ker meni je bilo že enkrat, mentor mi je tudi rekel, če se boš vsega bal, kar bi lahko bilo hudičevo delo, vsega boš našel pod vsakim kamnom, ki ga boš dvignil. In potem spet gremo v srednji vek. Ja, pa v eno skrajnost, ki ni zdrava. Ne? Recimo, jaz tudi vem, da ta skupina, ki jaz poslušam, pa vam priporočam, če imate radi melodičen hard rock, pa že včasih na metal, ampak niso metalci, The Cult, kult, pravi The Cult. In če gledaš simboliko, ki jo imajo, je dosti krat seveda v to temno stran, ampak je tako ampak ni me, bom rekel, nikoli zapeljalo to, ne, da bi kazal na koncertih tiste rogove ali pa da bi se zaradi tega drogiral ali pa da bi, tako da niste šli nikoli Metal Fest pri Soči je bil, se mi zdi, ali ste bili? Ne, nisem šla, ker eno je računalniško poslušanje, drugo je pa res, ko si tam in preveč bi mi... Ja, tudi s temi basi, z vibracijami povzroča marsikaj. In ne rabiš tudi, ravno to, ne, veš, kaj je, veš pa tudi, kje je meja. In tu so zdaj, mogoče greva naprej, ne, pri teh mejah. No, videl sem, da ste tudi, da poslušate Laro Fabian, da ste imeli, meni je tudi ta čudovita pevka, ne. Pa tudi nogomet, imate tudi šport, kaj? Spremljate rezultate ali ste kdaj želeli kakršnokoli fizično udejstvovanje? Ne preveč. Mogoče je bilo kako obdobje, ampak ne preveč. Ker se mi zazdelo, da sem en logo zagledal o nogometu na vašem Facebooku, ampak vem, da človek se v skupini, ne moreš biti vedno osamljen, to je eno, prek interneta si že v neki lahko družbi tudi prek družabnih omrežij, vendar, kot sva prej rekla, moraš imeti tudi neko mejo. Ampak zdaj, ko so pri teh mejah, vi ste si jih postavili, želim vendarle služiti Bogu, verjetno tako, tudi za to teologijo in zato bi vas tu zdaj za to tisto težko vprašanje, če bi zdaj gledali za nazaj pa izbirali, ali bi si rajši izbrali perfektno telo pa šibko vero, ali pa tako telo, ko ga imate, pa tako močno vero, ko imate. Če bi vam Bog dal to na izbiro. Zagotovo bi si izbrala drugo možnost. Res? Ja. Vedno, vseeno, spet, wow. Pretehta. To pa tudi zato, ker se mi zdi, da če si preveč popoln, vera zelo hitro zgine. Vedno je ta nekako ta samovšečnost, jaz pa vse in potem se na Boga hitro pozabi. No, tu zopet dokazuje, mislim, to hitro zorenje, čustveno, ker zdaj ste me spomnili v bistvu na eno zgodbo, ki sem jo tudi poslušal, ko sem se sam soočil z, ne vem, to lastno krizo, identiteto, kakorkoli. Bila je neka prelepa
mislim, dekle na Japonskem in je hotela služiti v templju. Ne? Posod, kamor je prišla, je pa povzročala razdor zaradi svoje lepote. In nikjer je niso sprejeli, ampak se je vedno vnel nek prepir zaradi tega, ne vem, komu bo bolj všeč, s kom se je družila. In kaj nazadnje naredila? Pohabila se je, oziroma naredila si je brazgotino čez obraz, da ni bila več lepa. In to jo je pomirilo v tistem njeno iskanju duhovnega miru. Ne? Zato mislim, lahko, tu gre potem to za duhovno moč, ne? In to človek lahko samo občuduje. Ker veste, zakaj to tudi pravim? Ker gledam na internetu tudi duhovnike, pričevalce, egzorciste, ne? In en od egzorcistov, ki dokazuje med drugim tudi, da se zlo na tem svetu širi, krepi, se je to, nama ni treba posebej v to iti, ne? Abortusi naraščajo, teorija spola, vojne, droge, tam lepo mesto San Francisco, v katerem sem bil, sem zdaj gledal reportažo, so v bistvu živi zombiji, se tam sprehajajo. Ampak tale je rekel, ne, on, ko je bil še ministrant, oziroma ko je bil potem nekje v srednji šoli, so enkrat šli z svojim duhovnim vodjem na oddih, na neke počitnice. In v tistem ga je zlorabil, njegov duhovni vodja, duhovnik, na najbolj krut način. In za nekaj časa izgubil vero, prišel nazaj in celo po neki milosti do duhovnika in postal eden bolj priznanih ameriških duhovnikov in celo egzorcistov. In je rekel, v enem teh svojih razmišljanj, kontemplacij, ne, meditacij, mi je bilo dano, tako pravi ta duhovnik, da ga je sam Jezus vprašal, zdaj mi povej, zdaj, bi želel, da se tisto nikoli ni zgodilo, ko si bil star toliko, tista kruta stvar. In kaj je rekel? Ne, dobro je tako, kot je bilo. Se pravi, mi včasih ne razumemo stvari takoj, ne, z te točke, če pa gledaš tiste točke, tiste, ki šele prihaja, naj bo to kot s vaše ozrenje, ne, skozi študij, ali pa tudi z onostranstva. Jaz včasih pravim, če je res, da onostranstvo je, če Božje kraljestvo obstaja, potem od tam treba tudi presojati stvari na tej strani. Ste se kdaj pogovarjali o težkih stvarih s kakim ateistom? O tem, odkot vir zla, ne, kako pojasniti zlo? Na fakulteti sem imela sošolko ateistko, ki je prišla bolj pogledat to fakulteto. Študirala je, ampak je rekla, v družini že 3 generacije niso krščene, moje 3 deklice, imela je 3 hčerke, oziroma še ima, niso krščene. In jaz sem želela videti, kako to gre. In je ona rekla, potem je sicer študij zapustila, ker je pri 3 deklicah je rekla, da ni zmogla. In je ona rekla, jaz sem zelo pozitivno presenečena. Jaz sem mislila, da me bodo skoraj nagnali, češ, zakaj prihajaš ti na teološko fakulteto študirati, če pa nisi verna? In to je bilo vse, kar smo nekako z njo se pogovarjali, oziroma je ona potem povedala. Tudi je bila zelo presenečena, da ob začetku vsakega predavanja so bile na začetku vsakega predavanja molitve. Smo zmolili, potem pa je to kar naenkrat se je prenehalo, se ni več molila in je rekla, da je bila ona vedno tiho, ampak je povedala, saj zaradi mene ne bi bilo treba prenehati s tem, ne, ampak je rekla, da so jo verjetno kot spoštovanje, da so se odločili, da ne bomo več molili, da bomo mogoče naredili samo križ in je to. Tako da ta izkušnja, jaz sem tudi, dokler nisem nje spoznala, sem jaz tudi bila mnenja, da ateist, ne vem, jaz takrat ateista nisem videla na teološki fakulteti, res ne. Ko sem pa recimo njo spoznala, pa se mi je tudi meni nekako spremenilo mnenje. Drugače je bila zelo pozitivna, zelo naravnana, živela je že krščanske vrednote, ampak o tem ni nič vedela. Ja. In se mi je jaz enkrat rekla, smo imeli na faksu eno debato v sklopu predavanj, se mi je jaz enkrat rekla, protestantski teolog Karl Rahner pravi,
da so taki ljudje kot si ti, ki že živijo krščanske vrednote, ampak se tega mogoče ne zavedajo in samo potrebujejo Kristusov klic v cerkev, jaz bi rekla, da si to ti, da ti spadaš med njih. In je bila res, še zdaj jo živo vidim, njen hvaležen obraz. Ja, ker priznaš vrednost temu njenemu iskrenemu trudu, Bogu iskalstvu. Ne? Ona je na nek način iskala Boga. To ne pomeni, da ga ne bo našla, to pomeni, da ga trenutno še ni prepoznala, ne? Ni bila mogoče dana milost, ampak se trudi. Ne boste verjeli, včeraj sem imel pogovor ravno na to temo z enim, ki je pa bistveno starejši. In se potem sem ga, bom rekel, jaz sem tudi znam biti malo grd in sem ga od tega, da se je deklariral za ateista, na koncu sem iz njega izcimil, da je se deklariral za agnostika. Se pravi, vendar je nekaj drugo, ne trdi več, da ve, da Boga ni, ne? Ampak da ga ne more spoznati. Je pa trdil podobno, da etos, ne, te etične vrednote, ki jih krščanstvo daje, so temelj njegovega tudi presojanja, kaj je prav, kaj ne. Ja, večina ljudi, spomnim se ene starejše ženice, ki je bila vedno, ki je zdrava, vdova in je vedno romala z nami, rekla je tudi sama navdušena pevka, in je vedno romala z nami in je rekla, ja, jaz sem že prehodila skoraj celo Evropo oziroma prepotovala celo Evropo. In je tudi sama rekla, zelo razgledana, in je rekla, saj nobena vera v svoji osnovi ne uči slabo. Niti islam, ko recimo mi pravimo, joj, to so pa teroristi. Ne? In tako da, ko to slišiš od ene vaške ženice, ne pričakuješ tega in je res dobrodošlo. Sej, jaz verjamem, ne, da če nas je Bog ustvaril, da smo, torej, ena od definicij menda pravi, da smo dobri, vendar nagnjeni k slabemu. In zdaj, seveda tudi, ker vsaka cerkev, vsaka religija ima, mislim, ta človeški del, mi pravimo, da je pri nas ta, ker je Kristus glava, ne, se to nikoli ne bo moglo dokončno, mislim, pokvariti, ker bo vedno glava Kristus, ne. Ampak pri človeškem delu včasih gre tudi za, bom rekel, čisto človeške napake verskih voditeljev. In ti so v vsaki veri, ne. Bodi si, ne vem, tako ste rekli, v islamski, imamo jih tudi mi, jo imajo tudi, ne vem, Judje, budisti, hindujci. Vemo, da ta človeški faktor, ne, smo pokvarljivo blago. In na podlagi pokvarljivega blaga človeškega faktorja vrednotiti celo vero je krivično. Mi je pa po svoje zanimivo to, ko ste rekli, ne, da tej ateistki, ki je hodila na teološko fakulteto, niso naredili usluge s tem, da so nehali moliti iz neke obzirnosti do nje, ne, ker vseeno je ona tudi v tem videla nek smisel, oziroma ni jo to bolelo ali pa motilo. Ne. Tako da včasih tudi napačno interpretiramo, kaj zdaj delamo drugemu dobro ali slabo. Ona bi glasovala za ohranitev molitve, ne, verjetno. To je res. Ja. Na koncu je že znala zmoliti Oče naš, ja? ampak je rekla, da še nekako ne čuti, da bi se spreobrnila. Aha. Potem ena druga sošolka ji je rekla, malo mogoče tista, lahko rečemo, pobožnjakarska, res tradicionalistična. Ona ji je rekla, dajo deklice svoje krstiti, da boš ti prišla v nebesa. In ji je rekla, ne, glej, jaz ne čutim, da bi bilo to še potrebno, da bi bilo to že potrebno. In te prosim, da te teme več ne načenjava. Ne? A to je pa že šla čez me. No, ker na nek način, če želiš na ta način svojemu bližnjemu dobro, če te res skrbi, moli za njega predvsem. Ne? Tako kot ste vi živ dokaz, da koliko dobrega lahko stori molitev. Ker, ja, če je vera milost, oziroma če se Bog, tako se duh veje, kjer hoče, na skrivnostne načine, ne moreš ti prisiliti in tudi pospešiti neko ozorenje v človeške duše, ki je pač na svoji poti. Lahko ji pomagaš, ne moreš je pa v to prisiliti. Ne. Zdaj, to, ko ste rekli, ne, da vam priznavajo tudi neke retorične sposobnosti, ali pa, ker če ste dosti brali, ponavadi tudi ti taki, med njimi je nekaj takih sigurno, ki tudi želijo pisati. Vas je poleg vseh tih knjig, ki ste jih prebrali, zamikalo, da bi tudi kaj pisali. Od tega, kar ste sposobni verbalno izraziti, od tem, kar ste si zapomnili, razmišljate, ali vas zanima kaj pisati, recimo? Že pišem, že pišem, ampak pišem bolj zase, dnevnik, tudi ne vsak dan, ampak mogoče enkrat na teden, ali pa če se zgodi res kaj zanimivega, tudi večkrat. Drugače pa pisala bi pa o
o zgodovini. Zelo me zanima zgodovina, ampak bolj zgodovinska fikcija. Jaz zgodovino poznam in najbolj mi je zanimivo, ko v kakem filmu vidim kakšne spremembe, zaradi dramskega efekta, da potem, to pa sicer v zgodovini ni, ampak so lepo obšli to, ne, in so lepo naredili bolj zanimivo zgodbo. Drugače pa tudi sem odraščala z telenovelami in sem se tudi tako naučila španskega jezika. Bravo. In sem že, oziroma zdaj malo poskušam, trenutno sem pri Esmeraldi, pišem slovensko verzijo Esmeralde, ampak bolj po epizodah. Pisanje romana kot takega mi nikoli ni ležalo, bolj epizodni deli. No, na nek način razumljivo. Kaj pa, v tem ustvarjate svoj domišljijski svet, v katerega pa lahko vnašate tudi te elemente morale, etike, ki vas pa tudi drugače, strokovno privlači. Kaj bi si želeli izbrati potem za magisterij, strokovno delo, tudi še vedno povezava teologije, zgodovine? Nadaljevanje tega, kar je bilo pod vodstvom dr. Simona Malmenvala, z rusko pravoslavjem ali kaj novega? Na zagovoru diplomske naloge sem dobila predlog, da bi to mojo diplomsko nalogo v magistrski nalogi samo povezala z Jugoslavijo in naredila primerjavo. Zanimivo. Ampak sem se potem, ravno takrat, ko sem pisala o Romeju in Juliji letos, sem imela temo seminarske naloge pri predmetu literatura in etika, tema ljubezni in smrti v Shakespearejevi tragediji Romeju in Julija. In so se potem že s profesorico, ker sem nalogo tudi zelo dobro zastavila, jo tudi zelo dobro napisala in predstavila, sva se že začeli dogovarjati, da me bo pri magistrski nalogi mentorirala ona in da bom s tem nadaljevala. Malo mogoče razširila, primerjava s kakšnim filmom, kakšne etične teme, tako da. Se pravi, fokus ostaja trdno na tej povezavi, ki ste jo takrat že odlično začeli. Mislim, to je na nek način ta izziv, ki si ga tudi samo moraš vedno, če hočeš korak za korakom napredovati, vedno moraš slediti, ne kot korenček pa palica, ali pa tudi, če primerjam, ampak moraš sam sebi dati nek izziv. Tule imamo pa kipec Marije, sva rekla, da bova pojasnila, zakaj ste se odločili, da jo zdaj spremlja pa Marijin kipec med pogovorom. Marija mi je bila že od nekdaj blizu. Najprej zaradi ženskega vidika, saj je tudi sama Marija ženska, potem pa tudi zaradi romanj. Začelo se je že v osnovni šoli. Namreč meni je, zdaj že pokojna babica po očetovi strani, vedno govorila: Kristina, ti si preživela, ti si se rodila zaradi vseh tistih molitev, ki so ti jih namenili, pa tudi zaradi moje malenkosti, ker sem jaz vsako leto romala v Turnišče, v pomursko marijansko središče Turnišče ob polnoči k maši. Wow. In iz te tradicije sva potem že z mamo vsako leto to tradicijo nadaljevali. Krasno. Včasih, zdaj zadnja leta nas je bilo malo manj, pod vodstvom pokojnega gospoda župnika Ivana Kranca, pa nas je bilo včasih tudi do 100, 150. Tako da, pa tudi druga romanja, naprimer bila sem v Lurdu, bila sem že 4-krat sem bila v Medžugorju. Prvega romanja sem se tudi udeležila kot osnovnošolka pri 8 letih, drugega romanja tudi v osnovni šoli pri 13 letih. Potem pa sem poromala še v srednji šoli in zdaj na fakulteti. In je res Medžugorje nekako ta milosten kraj. Rekla bi, da bolj kot Lurd, ker v Lurdu se mi je vse zdelo bolj hitro dostopno, lahko dostopno, ni bilo takega napora kot v Medžugorju. Ko sem 3-krat prišla na Križevac, zdaj 4-tič sem se odločila, da več ne grem, ker je prenaporno. V Lurdu pa tudi z vizualnega vidika, v Lurdu prideš k voklini in je Marija zgoraj, nekje zgoraj, da je komaj vidiš, majhen kipec, da komaj jo vidiš.
V Medžugorju pa je tam pred tabo celo na 2 mestih, pri cerkvi in na Podbrdu na Crnici, oziroma tam, kjer se je prikazovala, tudi zaradi tega, da jo vidiš tam pred sabo. Tako da to. Na Medžugorje pa me tudi vežejo lepi spomini, ker sem se ravno takrat tam spreobrnila. Res? Ja. Torej, to nekako se je vraslo, ne? To bo zgleda neločljivo, ta vez med vami pa Marijo. Ja. To težko bo prekiniti, ne? Nemogoče. Ja. Imate do koga podobno močno vez od svetnikov, ki vas navdušuje, tudi se po kom še zgledujete? Tako močno, mislim, takega zgleda, kot je verjetno Božja mati ni, ne? Ampak hagiografije, ne? Življenjepisi svetnikov, svetnic, je katera zgodba se še posebej dotaknila? Zdaj najprej bi omenila, da jaz Marijo bolj kot mater zaradi njene mladosti bolj vidim kot prijateljico. To so tudi rekli vidci iz Medžugorja. Ja, ona je bolj kot mati, čeprav sama sebe v sporočilih naslavlja kot mati. Ona je bolj naša prijateljica, ne, ki mi pač povemo, se je zaupamo, zato ker je tako zelo mlada. Računajte, da je bila mlajša od mene, ko je rodila Jezusa. Ja, krepko, ja. In nekako več je svetnic, ki me navdušujejo. Najbolj me navdušuje sveta Lucija, ker je zavetnica slepih, potem tudi sveta Cecilija, zaradi cerkvenega petja. Moram reči, da me prej mogoče ni tako navduševala, zdaj pa že nekako 3 leta pojem v cerkvenem zboru in imamo vedno zelo lepo praznovanje. Se mi zdi lepo, da se tudi nam vsaj enkrat na leto prizna ta čast, da brez nas skoraj ni bogoslužja. Ne, pa celo smo zdaj bili, ne, branja pri maši je bilo v adventnem času v pomenu cerkvenega petja, tako da ni zastonj, da pravi, kdor poje, 2krat moli. In pri teh svetnikih, ne, vedno znova poudarjam, imamo nekoga, ki nam je lahko vzgled, ali pa se tudi nekako krepčamo, ne, preko tega, da se jih priporočamo ali kakorkoli izražamo priprošnje. Omenil bi še samo tole, ne, ker se zaključuje ena urica najinega pogovora, ste dejavni tudi pri naših sosedih, imam prijazne sosede, televizija AS, ne, to je medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, tudi tu ste članica. Preko njih smo se ravno uspeli spoznati z vami. Kako bi še z vašimi besedami označili pomen obstoja in delovanja takega društva? Meni je bilo vedno všeč, da so nas na društvu vedno predstavljali kot normalne ljudi, kot ljudi, ki veliko zmoremo. Bilo je veliko aktivnosti, že kot majhna deklica sem hodila tja. Res mi je to še danes všeč, da se tudi organizira kakšna ura orientacije po Murski Soboti, da imamo tudi pevski zbor, da se udejstvujemo na različnih področjih in da se pokaže, da slepi nismo samo za domačo hišo, za čepenje doma, ampak da smo prisotni tudi v svetu in da si zaslužimo spoštovanje in da lahko normalno živimo. In gotovo ta občutek vzajemne podpore, ne, med sebi podobnimi, ne, gotovo je lažje, vsaj tisti, ne vem, trenutek, ko vidiš, da nisi sam na tem svetu z temi težavami, ne, da te nekdo razume. Ja, jaz, ker malo bolje vidim, ravno zdaj ste me spomnili, da sem včasih oziroma kar vsakič pomagala eni naši slepi pevki, skupaj sva tudi peli isti glas in isto linijo in ona je slepa in sem ji večkrat pomagala oziroma vsakič pomagala ven s kombija do sedeža, in vedno mi je bilo tudi meni lep občutek, da lahko še drugim tudi pomagam, ne, čeprav imam sama težave. No, zato ta društva tudi mislim, da je to njihov osnovni namen. In če se želimo imenovati neka urejena družba brez podpore, ne samo finančne, to je tako samoumevno, tudi ustreznega družbenega priznanja vloge, ki jo imajo take organizacije, nimam pravice imenovati urejena družba. Urica je za nama, smo v začetku leta 2025, ponavadi se izražajo želje, načrti za prihodnost, za konec pogovora, kaj si želite od leta 2025 ali pa od prihodnosti?
Najprej bi vsem gledalcem zaželela lep vstop v novo leto, srečno novo leto vsem. Od prihodnosti moj prvi cilj je končati, zaključiti magisterij, potem pa si mogoče najti kakšno dobro službo z mojega področja. Vedno opažamo, da jih veliko ljudi doštudira, veliko mladih, potem pa končajo v kakšni proizvodnji, ker je seveda že potrebno služiti denar. To bom kar direktna, ni zame. Jaz tega ne bi počela. In res se ne vidim se kot katehetinja, kar sem tudi že omenila, ampak se bolj vidim kot pastoralna delavka po možnosti v domači župniji, če pa ne pa tudi kje drugje. Zdaj, mogoče res kot kakšna asistentka kakšnega profesorja, tudi mogoče kot knjižničarka. Moja prva izbira, če bi bilo mogoče, bi bil študij primerjalne književnosti. Ampak to žal ni bilo mogoče, ker je za primerjalno književnost zahtevana splošna matura. In tam bi verjetno matematiko padla, ne bi. Plus tega sem obljubila profesorici, da ne bom šla, da me potem pač ne bi preveč priganjala. In tako da ja, mogoče to zdaj čisto iskreno, za kakšno družinsko življenje se ne vidim v tem, za materinstvo se ne čutim pripravljena, tako da bolj kariera. Se mi pa tudi zdi, če malo na to napeljem še, ne zdi se mi prav, da ženske, ki nočejo imeti otrok ali ki dajo prednost karieri pred družino oziroma zaradi tega nimajo otrok, ne zdi se mi, da se jih etiketira oziroma označi za sebične. To mi res, sama se hvala Bogu s tem preveč ne soočam, ampak vidim pa, saj nobene ne poznam osebno, ampak vidim pa, da se nekatere tudi soočajo s tem. Tudi preko spletnih forumov, ko sprašujejo, kako naj se soočajo s temi vprašanji. Predvsem v vaškem okolju je to še vedno zelo zasidrano. Še je. Prihaja pa vendarle, mislim, do nekega trenutka v naši kulturi, ko bomo morali priznati, da pač različne so poti, različni so darovi, to celo v cerkvi priznavamo, ne? Isti je duh, in če je nekomu dano, da izkoristi svoje talente, svoje darove za dobro sebe in skupnosti na nekem drugem področju kot materinstvo, kdo si ti, da boš rekel, da to tako ne bi smelo biti. Ker edino Bog vidi v srce, ne? In če ljubi Bog uslišal molitve, ki so se molile za vas, potem že ima neke načrte z vami. Ne? To je res. To je res. Da bi se ti načrti uresničili, torej z Marino, Božjo pomočjo, pogumno, močno, samozavestno, naprej v leto 25, pa tudi v 26, kar vas bo karkoli počakalo. Vse dobro na tej poti. Hvala še enkrat za povabilo. Tudi vam, vsem gledalkam, gledalcem, vse dobro v letu 25 in lepo pozdravljam do naslednje oddaje Duh veje, kjer hoče.